podjetje, ne. Tako da, mislim, kar se tiče Unity software je po mojem mnenju dejansko turnover play, se pravi v smislu tega, ko vsi že podjetje odpišejo, ampak zaradi konkretne konkurenčne prednosti samega produkta, ki ga podjetje ima, ne, je lahko zelo podoben play, kot je bil, če se Špela spomniš, ko smo objavili recimo tudi podjetje Robinhood tukaj, ne, se pravi 12.11. Ne. Se pravi, to je podobna situacija z Unityjem, kot je tukaj z Robinhoodom. Ne. Če pogledamo, na primer, Robinhood, kakšna je bila takrat slika, pa praktično vsi so že Robinhood odpisovali, ampak po drugi strani je pa bilo to podjetje še vedno, ki ima enega izmed najboljših produktov znotraj celotnega sektorja. Ne. Mogoče slabo vodeno podjetje na podlagi finančnih kazalnikov, ampak ekstremno dobro podjetje na podlagi produkta. Ne. In meni je zelo zanimivo, enkrat je Stanley Druckenmiller, ne, eden izmed najbolj znanih investitorjev, dejal, ne, da nikoli ne odpisati podjetja zaradi slabih rezultatov, če ima dober produkt. Ne. To mislim, da je takrat za Tesla rekel. Ne. In ja, zdaj recimo Robinhood, če pogledamo, to je bilo objavljeno, se pravi, konec leta, se pravi 2023, se pravi, malo več kot pol leta nazaj, ne. Če pogledamo Robinhood, ki je zdaj, ne, se pravi, vidimo, da je dejansko od te naše objave podjetje skočilo tam nekje za 200%, ne, se pravi ta konkretni turnover play, ne. In zdaj, če pogledamo na primer Unity software, ne, po mojem mnenju, lahko da se motim, se pravi, vedno obstaja možnost, da se motimo tukaj, ne, se pravi, še vedno je potem to podjetje, ki je znotraj portfelja 2,5%, ne, Unity software, in vkolikor bi karkoli nakazovalo na to, da se znotraj fundamentov nekaj bistveno spreminja, ne, se pravi, da je zelo velika verjetnost, da pač je podjetje zaspalo, ne, kot recimo podjetje Kodak svojega časa, ne,